Naša zveza Društva slepih in slabovidnih Slovenije vsak prvi teden v juniju praznuje teden posvečen slepim in slabovidnim. In sicer osnovni namen tega tedna je seveda seznaniti širšo javnost o naših težavah, predvsem pa mogoče, da smo tudi mi tukaj. Zato se zahvaljujem vaši televiziji, ki nam je dala priložnost izpostaviti se in pokazati, da smo tukaj, da želimo participirati v družbenem življenju, kar se da enakovredno, da povemo lahko, kako bi bilo za nas ugodneje, in upamo, da ko najdemo rešitev, ki je primerna za nas s slabim vidom, da so morda katere od teh rešitev v olajšanje tudi komu drugemu, ne samo našim slepim in slabovidnim. Da je potrebno osveščati javnost in da je potrebno biti dejaven, kljub temu, da izgubiš vid, pa so ugotovili naši predniki pred 100 leti, ko so ustanovili podporno društvo slepih, ravno z namenom, da bi izboljšali tako gmotni kot družbeni položaj slepih, ki je takrat pač nekako se zelo povezoval z beračenjem. Mogoče za začetek. Bo v redu, super bo. Luka, zdaj pa lahko je vprašanje, ne? Aha. Glede na to, da velika večina Slovencev ima manjše probleme z vidom, se pravi, da mi videči nimamo takih problemov in je zato za nas nekaj samoumevnega, bi vas vprašal sedaj, s kakšnimi težavami pa se slepi in slabovidni Slovenci in Slovenke srečujejo še dan danes, na katerih področjih in kakšne rešitve za te probleme in težave bi predlagali vi, ki imate s tem, če tako rečem, največ izkušenj? Naši problemi se lahko grupirajo v dva sklopa. Eno je orientacija in gibanje po prostoru, druga težava je pa, so pa informacije vidne. Predvsem imamo tu težave seveda s temi grafičnimi podobami, sedaj spletnih strani ali z televizijo, z tiskanimi mediji. Tu potrebujemo pomoč in pa prilagoditve, da tako rečem. Sodobni čas prinaša množico tehničnih in drugih rešitev, ki bi nam lahko pomagali ali pa nam pomagajo. Računalniki recimo, ne vem, tudi drugi mediji, vendar naletimo pa tle na drugo težavo, da ko se izdela nek vmesnik, s katerim mi lahko kaj preberemo, na primer v Wordu, Excelu ali kaj podobnega, se pa ti osnovni programi posodabljajo in po nekaj posodobitvah naši vmesniki že počasi ne uspejo slediti. Tako da tukaj skozi nekako lovimo tisto možnost uporabe sodobne tehnologije. Jaz bi rekel tako, napredek je zelo fin, čakam pa, da bodo senzorje, ki so zdaj zelo moderni in se veliko uporabljajo pri aparaturah in pa seveda displečki, ki jih imajo gospodinjski aparati, termostati in podobno, da bodo senzorje zamenjali mikrofoni. Ko bo pa to delovalo, potem bomo pa zopet slepi na konju, da tako rečemo. Se pravi, razvoj in napredek tehnike je za vas predstavlja blagoslov in prekletstvo. Ja, kakor kdaj. Tako. Čeprav moram reči, da se vsaj v večjih slovenskih mestih, posebej pa še v Ljubljani, situacija nekje za slepe in slabovidne izboljšuje, kar se tiče taktilnih, talnih oznak,
Na avtobusnih postajah vidimo, da so tudi napisi v brajici, na avtobusih mestnega prometa je tudi več zvočnih signalov, ki slepim omogočajo, da se pravočasno pripravijo na vstop ali izstop. Tako da to je mogoče v mestih, kaj pa recimo na podeželju, kako pa je tam poskrbljeno za slepe in slabovidne, če lahko kaj še o tem poveste? Na splošno bi težko rekel. Tako kot pravite, okolje se prilagaja nam, tudi našim potrebam in vsako leto je več tega. Pripravljenost prisluhniti ravno tako. Na podeželju je pa stvar pač v tem, da če je človek dovolj aktiven in se giblje po prostoru, izven hiše, soseske in tako naprej, ga ljudje bolj poznajo, kot pa poznajo nas v mestu. To je pač zdaj ta druga plat socialne povezanosti, mreža je močnejša in imaš pomoč morda prej kot pa v mestu, kjer pa moraš biti pripravljen prositi neznance za pomoč, ko jo potrebuješ. Kaj pa je z državno pomočjo? Kako recimo Republika Slovenija pomaga vaši zvezi in če da, kako to pomaga? Ali finančno z organiziranjem kakšnih tečajev, izobrazbe, ali pa morda pogrešate večjo vlogo države v delovanju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije? Država vsekakor pomaga, recimo ustanovila je fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, potem razpisuje natečaje, razpise, na katere se lahko prijavljajo organizacije. Uspeli smo z državo dogovoriti koncesijo za 10 let na področju posebne knjižnične dejavnosti. Tu smo zdaj v naši knjižnici, kjer je osnovna stvar prilagajanje v zvok in brajico, tiskane medije oziroma beletristiko. Seveda pa pomagamo tudi z pretvarjanjem učbenikov za učence, ki so v inkluziji. To je tudi, bi rekel, gesta, s katero naj bi se vključevali slabovidni in slepi v običajno skupino otrok oziroma šolajočih. Tako da veliko zakonov je namenjeno temu, da nam olajša življenje. Nazadnje je stopil v veljavo zakon o osebni asistenci. Recimo, mi imamo sicer nekaj pripomb. V tem smislu si želimo sodelovanja z državo, seveda, da čim bolj neposredno povemo naše pripombe na določeno zakonsko rešitev. Dobro, čisto dosti, ne vem, najbrž ne bomo nikdar zadovoljni. Situacija pa je sigurno taka, da se spreminja. Zdaj, ali neka zakonska rešitev tudi stopi v veljavo ali ne, to je pa zelo diskutabilno. Včasih kak zakon leži ali pa je v veljavi že 20 let, pa se še ni začel sprovajati. Tu smo pa mi, ki moramo opozarjati na te stvari potem. Mi lahko prosim sedaj malo bolj konkretno poveste, naprimer, kakšne so pravice slepih in slabovidnih, ki so zapisane v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Mogoče naziv ni ravno najbolj posrečen, ampak do katerih pripomočkov pa so slepi in slabovidni recimo po določilih tega zakona in še druge zakonodaje na tem področju, sorodne zakonodaje, upravičeni? Zdaj, če govoriva o pripomočkih, je najprej bil zakon o zdravstvenem zavarovanju tisti, ki nam je nekaj pripomočkov omogočil dobiti. Nazadnje se je spremenilo to, da imamo pravico vsakih 5 let do Brailleve vrstice. To so dragi pripomočki.
Nažalost, tega prej niso rekla, ne. Če računalnik sam po sebi stane mogoče 300–400 evrov, pa takle pripomoček potem stane mimogrede 1000, 2, 4 tisoč evrov, ne, ki pomaga potem slepim brati, slabovidnim pa seveda s povečavo. Medtem ko zakon o izračunovanju možnosti je pa bil seveda ravno tako dobrodošel. Tu noter so neke splošne zahteve, ki naj bi jih država uresničila, se pravi premagovanje komunikacijskih ovir oziroma celo odpravljanje, kot piše, ne. Konkretno, ko ste vprašali za tehnične pripomočke, je pa seznam. In tu je kakšnih 25 pripomočkov, recimo zvočna ura, Brailleva ura, vmesnik, programski vmesnik za branje, za povečavo, tako da imamo tudi možnost katerega od pametnih aparatov, se pravi ali prenosni računalnik, ali tablico, ali pa telefon vsakih nekaj let, možnost država tle pristopi z financiranjem 85%, res pa je, da ceno sama postavi in je pa bolj ali manj v skladu z dejansko tržno ceno tistega pripomočka. In najbolj tudi z vašimi potrebami, ne? Ja, seveda, zdaj država nam omogoča sofinanciranje, recimo na pamet zdajle kakšnih 40 pripomočkov. Če pa gledamo, kaj je prilagojeno, naprimer, imel sem priliko iti samo malo pogledati, kaj je za slepe in slabovidne prirejenih iger, otroških, in je bila tam cifra, mislim, da okoli 1600. Tako da tukaj malo vidimo, nekaj nam gre država na roko, seveda je pa življenje nesporno dražje, če želimo kolikor toliko približno enako, ne vem, se igrati z otroci Monopoly, igrati, ne vem. Vse te igre so malo prilagojene, ravno toliko, da stanejo nekajkrat več, kot bi običajno človek dal za njo, ne. Sedaj me pa zanima naslednje. V vseh večjih slovenskih mestih obstajajo medobčinska društva slepih in slabovidnih. Pa mi povejte, ali so ta društva samostojna, neodvisna od Zveze društev slepih in slabovidnih, ali pa vi do neke mere koordinirate njihovo delo in ste kot neka vrste krovna organizacija? Zdaj bom tako rekel, tekom zgodovine je bilo tako, da je bilo najprej centralno društvo, to je bilo med obema vojnama, kjer so se slepi združili. Po vojni se je pa najprej razpustilo vsa društva, potem pa je na nivoju Jugoslavije nastalo Združenje slepih Jugoslavije z glavnimi pisarnami po republikah. V republikah so imeli pa poverjeništva, ne. Potem se je pa v 70. letih zakonodaja radikalno spremenila in je osnova od takrat naprej društvo, se pravi prejšnja temeljna organizacija, kako bi temu rekli. Tako da danes je stvar taka, da 9 društev je ustanovilo zvezo formalno, ne. Imamo pa razdeljeno tako, da na zveznem ali pa državnem nivoju skrbimo za recimo pretvarjanje knjig, to bi bilo za posamezno društvo predrago in se ne bi niti izplačalo. Poskušamo slediti zakonodaji, se pogovarjati z državnim vrhom o problemih, medtem ko na lokalni ravni pa naj bi društva predvsem pritegnila ljudi z okvarami vida, jih motivirala bodisi za šolanje, zaposlitev ali pa za kakšne hobije, tako da vsekakor sodelujemo, jasno, in si tudi razdelimo naloge. Dobro, kot zadnje, kako vidite nadaljnjo pot Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije? Načrtujete delovanje na kakšnem novem področju ali pa nameravate okrepiti delovanje na že obstoječih poljih? In še to, kako lahko slepim in slabovidnim pomaga povprečen Slovenec? Vsekakor mora biti naša vizija
spremljati dogajanje v družbi in se prilagajati. Naprimer, to bo potem kasneje povedala naša Brigita Kosi. Mi smo imeli letos v planu množico akcij, ampak zaradi koronavirusa smo morali temeljito premisliti in drugače izvesti marsikaj, nekaj pa seveda prestaviti. Prilagoditi se moramo zakonodaji. Dolgo časa smo bili prepričani, da recimo zakon o osebni asistenci za slepe sploh ne bo prinesel nič dobrega, pa se je zdaj izkazalo, da tudi nam pravzaprav lahko veliko pomaga. Jasno, tu je tehnologija, računalniki, virtualni svet, v katerega bomo morali pomembno več začeti vlagati, da bomo nekako sledili svetu, da tako rečem, in omogočali našim ljudem, kar se da enakovredno participiranje pri tem, pri uporabi teh pametnih naprav, pa videti, kaj se bo v družbi dogajalo in prilagajati. Morda danes ni več potrebno toliko osveščati ljudi, da bodo izgubili vid, če ne bodo, ne vem, čisti, če ne bodo pravočasno poiskali pomoči, kar je bilo recimo velika težava še po drugi svetovni vojni, pa že prej. Danes so pač težave malo drugačne in temu moramo slediti. Kratkoročen cilj je, da bi morda to, kar imamo zdaj razdeljeno na več lokacij, poskušali združiti na eni namensko zgrajeni lokaciji. Tukaj bomo seveda tudi poskušali z državo najti skupen jezik, mogoče prepričati tudi, da če dobimo kakšno darilo, recimo Tomo Zupan je svoje posestvo prepustil slepim za izobraževanje otrok in odraslih, pa tudi za bivanje, je takrat namenil, pa nam je Slovenija kot, bi rekel, druga država priznala, da smo postali lastniki tega posestva, da bi si čez nekaj let premislili in je sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč se odločil, da bo nazaj pobral v državno. Tako da take stvari bomo ves čas poskušali dogovoriti ali pa nagovoriti naš državni vrh. Seveda ravno tako se zdaj trudimo s to garnituro, kar po preklicu epidemije stopiti v stik in jaz upam, da bomo našli rešitve, ki si jih želimo in da bodo v prid seveda nam in državi, saj konec koncev ne želimo nič na račun države posebej si prilastiti. Kar se pa posameznika, kot ste vprašali, tiče, jaz bi rekel takole, najmanj problemov ali pa najmanj težav z donacijo bi bilo, če bi ljudje namenili 0,5% dohodnine, kar država omogoča naši zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ali pa kateremu od naših lokalnih društev. Tu je vse, kar je potrebno narediti, izpolniti obrazec in ga poslati na davčni urad. Seveda nam pa lahko pomagajo ne samo z denarnimi pomočmi, ampak tudi tako, da se vključujejo v krog naših bralcev, pomagajo pri izvajanju programov kot prostovoljci. Teh možnosti je pravzaprav kar veliko in če koga zanima, z veseljem smo odprti, naj se le oglasi pri nas in bomo našli varianto, kako bi naše potrebe in njihove želje ali pa interese uskladili. Gospod Žnuder, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala vam. Z nami je Brigita Kosi, vršilka dolžnosti vodje programov pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Gospa Kosi, glede na to, da boste letos na začetku novembra, 7. novembra, bolj natančno praznovali 100. obletnico institucionalnega delovanja
Zveze društev Slovenije kot končnega končno zvezo. Povejte, kako obeležujete, na kakšen način obeležujete teden posvečen slepim in slabovidnim v Sloveniji, prvi teden v juniju, ki je tradicionalno, če rečemo tako, rezerviran prav za vas? Najprej lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Moram povedati, da smo se zaradi koronavirusa morali precej spremeniti naše načrte. Tako da smo dogajanje preselili na splet in ko smo vsi sodelavci na zvezi staknili glave in razmišljali, kako bi prišli čim bližje ljudem, smo si postavili nekako za cilj, da bi bile stvari čim bolj zanimive tako slepim, slabovidnim vseh starosti, kot tudi ostalim ljudem. V okviru tega tedna slepih in slabovidnih, ali ste morda organizirali tudi kakšne dogodke, recimo za najmlajše, ki ne vidijo najbolje, in če da, kakšni so ti dogodki, oziroma ali ste morali mogoče te dogodke zaradi pandemije odpovedati, saj vemo, da otroci le težko vzdržujejo varnostno razdaljo oziroma socialno distanco in se jih ne da kar tako pomiriti in da nadeti maske zaščitne na obraz. Tako je, v tednu slepih nismo pozabili niti na otroke. Povabili smo znane Slovence k akciji Preberi mi pravljico. Odziv je bil zelo lep, veliko znanih slovenskih igralcev in igralk je bilo pripravljeno prebrati pravljice, ki so jih izbrali slepi in slabovidni otroci in otroci slepih in slabovidnih staršev. Pa če se še zadrživa nekaj časa pri naših najmlajših, povejte mi prosim, kako je pa recimo poskrbljeno za slepe ali slabovidne otroke v Sloveniji? Ali obstaja recimo kakšna posebna izobraževalna ustanova ali pa jih poskuša Ministrstvo za šolstvo in izobraževanje, če se le da, vključiti v normalen pouk? Slepi in slabovidni otroci oziroma njihove družine, starši se lahko odločijo, ali bodo vključili otroka v center IRIS, ki je ustanova, ki v Sloveniji skrbi za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, ali pa se bodo otroci vključili v običajno šolo. Zakonodaja podpira obe možnosti. Glede na vaše izkušnje, kje pa je več tega? Ali so otroci slepih in slabovidnih, ki imajo tudi sami to recimo temu okvaro, čeprav to ni najbolje izbran izziv, odločajo za posebno izobraževalno ustanovo ali pa se vključujejo v recimo spet temu normalne šole? Zdaj v tem obdobju je tako, da je zelo malo otrok vključenih v center IRIS. Velika večina otrok obiskuje običajne šole, center IRIS jim pa s svojimi strokovnjaki pomaga in podpira njihovo vzgojo in izobraževanje. Povejte mi prosim še tole, kako pa recimo vi vidite nadaljnjo pot Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, kako recimo lahko ljudje, ki se tega niti ne zavedamo, ki imamo zdrav vid za nekaj samoumevnega, kako lahko mi pomagamo pri ozaveščanju problemov, s katerimi se srečujete, oziroma kako lahko nasploh pomagamo slepim in slabovidnim? Hvala za to vprašanje. Mislim, da je naloga Zveze društev slepih in slabovidnih predvsem v tem, da odgovarjajo na izzive, s katerimi se soočajo slepi in slabovidni v posameznih obdobjih in da ozavešča ostalo populacijo o potrebah slepih in slabovidnih. Najlažje boste pa slepim in slabovidnim pomagali na ta način, da se najprej zavedate, da so ljudje, tako kot vsi drugi, z enakimi željami, strahovi, veselji. Obstajata pa dve zlati vprašanji, ki bosta vsakega lahko rešili iz zagate, in to je, ali potrebujete pomoč in kako vam lahko pomagam. Omenili pa ste tudi, preden zaključiva, omenili ste tudi še to pobudo Korak na kvadrat. Nam lahko poveste kaj več o tej pobudi za naše gledalce? Tako je. To je akcija, v katero želimo povezati tako slepe in slabovidne kot videče. Gre za to, da vse ljudi dobre volje vabimo k temu, da prehodijo, pretečejo, prekolesarijo
vsaj 1 kilometer v dober namen. Ob tem, ko se prijavijo na to akcijo, jim po elektronski pošti pošljemo takle list in tukaj lahko napišejo svoje sporočilo slepim in slabovidnim in ob prehojeni poti lahko nakažejo Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije 5 evrov, ki bodo namenjeni delovanju in programom naše organizacije. Upajmo, da bo odziv čim večji, tako da boste tudi na ta način pridobili prepotrebna sredstva za delovanje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Gospa Brigita Kosi, še enkrat najlepša hvala za to. Hvala tudi vam.